Iskra Sistemi z največjo sončno elektrarno v Beli krajini. Obrtniki združili moči za defibrilator. Okradli potomko najstarejše trte. Lepo pozdravljeni. V podjetju Iskra Sistemi v Semiču so danes uradno namenu predali skoraj 1000 kW sončno elektrarno, največjo v Beli krajini, ki naj bi s svojim delovanjem zagotavljala električno energijo za 298 gospodinjstev in vsako leto prihranila več kot 625 ton izpustov ogljikovega dioksida. Za sončno elektrarno s 4012 moduli postavljenimi na 6560 kvadratnih metrih streh in betonski ploščadi so se v podjetju Iskra Sistemi odločili iz več razlogov. Ključni razlog je bil ta, ker smo imeli dotrajane strehe, salonitna kritina v zelo slabem stanju, v večjih neurjih deževju, smo imeli kar določene težave v proizvodnji, uničeno opremo. Odločili so se, da dajo strehe v najem družbi Bisol, ki je proizvajalec ključnih komponent sončne elektrarne in največji naložbenik v tovrstne elektrarne v Sloveniji. Mi smo v zadnjih 3 letih investirali okrog 50 milijonov evrov v lastne investicije, v lastne elektrarne. Za postavitev sončne elektrarne v Semiču, vredne skoraj 1 700 000 evrov, so se odločili, ker gre za kraj, ki ima več kot 2000 sončnih ur na leto, pravi kralj. Mi smo dovolj samozavestni, vemo, kako tudi v nečisto optimalnih pogojih te naši produkti funkcionirajo. Vso proizvedeno električno energijo bo odkupilo kar podjetje Iskra Sistemi. Zaradi tega, ker prvič nastajajo izgube v elektroomrežju in jih je škoda teh izgub, po drugi strani pa smo dosegli tudi nižjo odkupno ceno električne energije in s tem tudi optimiramo stroške, kar je po teh časih izredno pomembno. Sicer pa ima Semič, glede na dobro sončno osvetljenost, še veliko neizkoriščenih možnosti za postavitev sončnih elektrarn, je prepričana županja. Imamo še veliko možnosti, nek začetek, ne vem koliko teh sončnih elektrarn ni, ena večja je v Malinah, ampak mislim, da sedaj s to elektrarno bo tudi dana nek zagon, nov zagon. Ker gre za velik doprinos k varstvu okolja in prihranku energije, njihov občinski energetski koncept predvideva postavitev sončnih elektrarn tudi na strehah javnih zavodov v občini, pravi županja. Kot je znano, naj bi po predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti iz 9 območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja nastala nova nacionalna inštituta. In sicer Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Kaj bo takšna reorganizacija prinesla, se ne bojijo zgolj v zavodih, ampak tudi v občinah. Mestna občina Novo mesto je med tistimi, ki je z dopisom Ministrstvu za zdravje že protestirala proti novi organiziranosti zavodov za zdravstveno varstvo, je povedal župan Alojzij Muhič. Kot pravi, s tem uničujejo zdrave in učinkovite ustanove, kot je novomeški zavod. In nikakor ne mora to iz enega centra voditi. Mislim, da smo kot regijski center absolutno upravičeni do takega zavoda in da država tukaj posega v stvari, kar je dejansko dobro funkcioniralo in čudim se, da so sprejeli te ukrepe okrog združevanja. Tudi črnomaljska županja Mojca Čema Stjepanovič v potezi ministrstva vidi bojazen pred centralizacijo zdravstva. Po njenem bo tako Bela krajina ostala bela lisa. Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto dobro dela na našem območju, tudi izpelje projekte in tudi dobimo informacije, za katere se upamo seveda v dobrobit zdravja, kar se tiče belokrajinskih občin, kar se pa bojimo, da v bodoče ne bi bilo tako. Pojavljajo se tudi vprašanja, kako bo z zaposlenimi. V kratkem pisnem odgovoru z Ministrstva za zdravje sporočajo, da o odpuščanju v sklopu reorganizacije ne razmišljajo. Zagotovo pa bo treba določiti delovne naloge zaposlenih v obeh javnih zavodih in njihove pristojnosti, so zapisali. Sicer pa je zdaj na potezi Državni zbor. Vlada je namreč predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po rednem postopku. Da bi pomagali svojim soobčanom in tudi turistom, so se odločili obrtniki v občini Dolenjske Toplice in tudi od drugod. Stopili so skupaj in kupili avtomatski defibrilator, ki ga v primeru srčnega zastoja lahko uporabi vsakdo.
Moči je združilo 16 obrtnikov oziroma podjetij iz domače, pa tudi iz bližnjih občin, prav nihče, pravi Miha Luzar, kogar je poklical, pomoči ni odvrnil. Z samo idejo o nakupu defibrilatorja je prišla gospa svetnica Malenškova in smo jo realizirali na ta način, da smo akcijo tako peljali, da so pač pristopili lokalni obrtniki, vsak po svojih močeh prispeval k tej zadevi. Defibrilator, vreden 1800 evrov, so predali gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Podturen v upanju, da bo uporabljen čim manjkrat. Za nas gasilce je to ena posebna pridobitev, posebno pa tudi za občino in ga seveda tudi častno uporabljali na požarih in nudili pomoč vsem, ki bodo s temu tu potrebni. Oni pa zato, ker posedujejo lokal v Podturnu, ki je odprt 15 ur na dan, kjer je aparat dostopen v času obratovanja lokala. Izven tega časa je pa preko intervencijske službe. Uporaba aparata, zagotavlja Silvija Samarin iz podjetja, ki je aparat dobavilo, je enostavno. Treba je le slediti tonskim navodilom. Društvo gluhih in naglušnih Posavja s sedežem v Krškem je proslavilo 50 let delovanja. Društvo šteje 475 članov, gluhih oseb pa je v regiji še več, saj niso vsi včlanjeni v društvo, pravi njihova sekretarka Vlasta Moškon. Gluhota je nevidna invalidnost, zato se premalo zavedamo težav teh ljudi. V večini obvladajo le preprost besedni zaklad, zato dejstvo, da znajo brati, ne rešuje vseh življenjskih situacij. Društvo jim zagotavlja tolmača in omogoča socializacijo. V društvu izvajamo razne delavnice, izobraževanja, športne aktivnosti, izlete, obiske kulturnih znamenitosti, kulturnih prireditev. Vse to se dogaja seveda na njim prilagojen komunikacijski način v slovenskem znakovnem jeziku. Čeprav ima društvo status invalidske organizacije, mu ta ne jamči rednega financiranja. Za denar se borijo na razpisih, tako kot druga društva. Brez strokovnih sodelavcev ne morejo izvajati dejavnosti, a je težava denar za plače. Gluhim zdravstvena blagajna ne sofinancira pripomočkov, kot so razni indikatorji zvoka ali izločevalec zvoka, imenovan indukcijska zanka. Izloči šume v prostoru in naglušni bolj razume govor. Ravno s to indukcijsko zanko ugotavljamo, da je ogromen problem, ker niso nameščene v javnih stavbah, v kulturnih dvoranah. Indukcijska zanka bi tem naglušnim omogočala lažje samostojno funkcioniranje v teh okoljih, v javnih ustanovah. Ob jubileju so izdali zbornik, v katerem so ob društveni kroniki tudi izpovedi članov, strokovnih delavcev in prostovoljcev o življenju v svetu tišine. V Kostanjevici na Krki so imeli kraljevsko trgatev. Grozdja je bilo sicer manj kot trgačev, med katerimi sta bila tudi vinska kraljica in cvičkov kralj. A tukaj ni šlo za delo, temveč za čast obrati potomko najstarejše trte na svetu. Pred 10 leti so cepič mariborske kavčine ali modre frankinje posadili k južni steni samostana, kjer se je lepo razrasel. Med letom skrbi za to trto naš član, gospod Jože Klemenčič, drugače pa smo bili zelo aktivni v društvu nagradnikov pri sploh temu, da je do trte prišlo v naš kraj. Čeprav je trta letos bogato obrodila, na trgatvi niso napolnili niti cele brente. Grozdje so namreč pokradli, kar se prej ni dogajalo, je bil ogorčen predsednik društva vinogradnikov. Tudi letos je bilo ščiteno z mrežo proti kljunom in rokami, ampak tiste roke, ki so žlehtne, tudi to zmorejo, da mrežo raztrgajo. Ker je bera skromna, bodo te vinske kapljice za protokol še bolj imenitne. Ja, mislim, da je malo sem poprobal na skrivaj, ker vsaka jagoda velja, ne, ampak je zelo sladka, zelo aromatična, tako da mislim, da bo en lep vinček ratov z tega. Cvičkov kralj je zadovoljen tudi z letino v lastnem vinogradu nad Čatežem. Morda mu uspe krono obdržati še v naslednjem ocenjevanju. Suša, moram reči, je malo škode napravila. Posamezni trsi so mogoče malo, drugače smo pa kar z letnikom mogoče malo manje cukra kot lani in smo super zadovoljni.
S stanjem v slovenskih vinogradih je zadovoljna tudi vinska kraljica. Kot nekdanja cvičkova princesa in aktualna vinska kraljica Slovenije spremljam celotno zadevo z budnim očesom po celotni Sloveniji, v vseh 3 vinorodnih deželah in je izjemno prijetno, kajti grozdje je kvalitetno. Trgatev še ni bila tako zgodaj kot letos in tudi mošt bo dozorel pred svojim praznikom Martinovim. Med številnimi jesenskimi opravili na polju je tudi ličkanje koruze, ki je pred desetletji sodilo med najpomembnejša jesenska kmečka opravila. Že 17 let pa star kmečki običaj na svoji kmetiji obuja Pavle Vidic, predsednik turističnega društva Straža. Letos se je na domačiji Vidic zbralo nekaj več kot 80 ličkarjev. Gre se za ohranjanje običajev, druženje ljudi. Srečamo se s sosednji prijatelji, ta naša prireditev je prerasla iz Hruševca že na celo občino in širše. Je pa ličkanje včasih potekalo nekoliko drugače, se spominja Jože Omrzel. Ko sem bil jaz majhen, se je ličkalo v drugačni obliki, vzdušje je bilo tudi, kakšne vice smo se prepodvali, harmonike ni bilo, na koncu pa take malce pa tudi ne. Ličkanje koruze pa je vedno predstavljalo tudi družaben dogodek. V Hruševcu so večer tokrat popestrili tudi domači harmonikaši in razstava družinskih fotografij Boruta Peterlina. Ob svetovnem dnevu turizma, tega sicer obeležujemo 27. septembra, so v občini Šmarješke Toplice vnovič še 5. leto zapored pripravili dan turizma in zabave. Tudi tokrat so se v povorki poleg domače godbe na pihala predstavila moštva, ki so svoje spretnosti pokazala v vaškim podobnim igrah. Namen tradicionalne prireditve je namreč na zabaven in šaljiv način povezati naselja v občini ter hkrati obiskovalcem predstaviti turistično ponudbo v občini. Kakor vsako leto do sedaj smo tudi letos pripravili zabavne kmečke igre za vse naše vasi. Pomerilo se je 7 ekip in pa tudi letos smo razglasili najlepše urejeno naselje v občini Šmarješke Toplice, ki gre za nagrado na brezplačni izlet za županjo. Priznanja so se letos veselili vaščani Gorenje vasi pri Šmarjeti, v igrah pa se je najbolje odrezala ekipa Graščakov iz Klevevža in Zbur. V novomeškem Anton Podbevšek teatru so v koprodukciji z zavodom Bunker pred 25. premiero. Tokrat s predstavo Rečem, kar rečejo, naj rečem, ki je avtorsko delo Betona LTD in ga sestavljajo člani skupine Beton Tanc. Gre za enega vodilnih slovenskih kolektivov na področju sodobnih scenskih umetnosti. Predstava Rečem, kar mi rečejo, naj rečem, na svoj način pristopa k interpretaciji del Samuela Becketa in uprizoritvi njegovega romana Neimenljivi. V katerem je seveda glavna zgodba, če lahko pri Becketu sploh govorimo o zgodbi, preizpraševanje posameznika o tem, kdo je, kaj je, kje je in kaj naj pravzaprav počne v svetu. Kolektiv sestavljajo Primož Bezjak, Katarina Stegnar, Branko Jordan, pridružila se jim je še Daša Dobršek. Skupaj sodelujejo že več kot 10 let. Značilnost predstave je med drugim v tem, da nima režiserja, njeno sporočilo pa je, da smo vsi na tej točki, ko si nihče ne upa več povedati, kaj si dejansko misli, da samo vsi kot neki papagaji ponavljamo neke floskule in pa predvsem nihče ni več proaktiven, nihče več ne gre in ničesar ne naredi. In mislim, da je to sporočilo te predstave, da samo vsi sedimo in čakamo na neka navodila. Premiera bo v soboto 29. septembra, ponovitve pa sledijo 1., 5., 6. in 7. oktobra, vse v Novem mestu. Konec novembra in v začetku decembra pa jo bodo uprizorili še v Mariboru in Ljubljani. Tudi za nocoj vam v sporedu vašega kanala pripravljamo novost. Prvič bo namreč na sporedu oddaja Moja slovenščina z Ireno Potočar Papež, s katero boste spoznavali lepo slovensko besedo. Lep večer in nasvidenje spet jutri.